Knjiga Zdrava prehrana je prava odločitev avtoric Marije Merljak in Mojce Koman, dveh strokovnjakih za prehrano, matere in hčire, je njun drugi skupni projekt po prvi uspešnici Zdravje je naša odločitev. Marija Merljak, prehranska strokovnjakinja, univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije in velika poznavalka zdrave prehrane. V sredo 24. oktobra je svoje nasvete in poglede delila na čajanki Splošne knjižnice Slovenske Konjice. Zdrava prehrana je po nastanku tista, ki jo daje narava. Po pravilu ni nezdrave prehrane, če pri predelavi nanjo nismo vplivali s strupenimi zaščitnimi sredstvi in gnojili. Poleg iz znanosti in stroke veliko tudi črpa iz ljudskih izročil in modrosti, se zanese na lastne prebliske in prisega na notranje ravnovesje. Zaveda pa se tudi, da se uči do konca življenja, saj je vse skupaj dinamičen proces. Na vsakdanje težave nikoli ne gleda samo z ene plati, temveč z večjih zornih kotov, enako velja za zdravje in prehranjevanje. Sama pravi, da smo preveč izgubili stik z naravo, premalo se opazujemo sami sebe, se ne poglabljamo vase in ne znamo se poslušati. Preveč je različnih znanstvenih diet, izmed katerih ima sicer vsaka svoj prav, v resnici in najbolje pa je, da delujemo na ravni celične prehrane in zagotavljamo telesu potrebne hranilne snovi. Zaradi dela na domači kmetiji je že od malih nog povezana z naravo, z zelišči, jagodičevjem in drugim sadjem, žiti in vsem, kar so pridelali na njihovi skromni hribovski kmetiji v malem polju pri Colu nad Ajdovščino. Že kot otrok je rada opazovala mamo v kuhinji in za štedilnikom, cenila je mojstrstvo njenih minešter, saj je znala iz malega pričarati veliko. Rada primerja hrano nekoč in danes, pri tem pravi, da je iz naših jedilnikov skoraj povsem izginila kaša, ajdova, prosena, ječmenova, pa bi jih lahko nekaj žlic dodali k solati, če smo jih že odmislili kot prikuhe ali glavne jedi. Domače kislo mleko z ajdovimi ali koruznimi žganci je prava kombinacija rastlinskih in živalskih beljakovin. Ne smemo pozabiti na belo kavo iz različnih žit in črn kruh in še več kombinacij zdravju koristne hrane bi lahko naštela. Njej osebno so najbolj všeč mleko in polenta, jota, mineštre vseh variant, ričet, pašte, za priboljšek pa pravi kraški pršut. Od sadja ima najraje jabolka in češnje. Obožuje mešane solate, v katerih je veliko različnih vrst, tudi koprive ne smejo manjkati in različne vrste olja. Hrana ni le energija. S pravilno izbiro živil pripravimo telo do tega, da samo začne popravljati poškodovane celice in njihovo delovanje, tako zadostimo vsem zahtevam, ki naj bi jih hrana zagotovila: rast, obnovo in zaščito ter energijo. Vse preveč je prepovedi in pravil. Prisluhniti bi morali le svojemu telesu. Ponavadi nam pove, kaj mu manjka. Torej, ne ločevati, marveč združevati in plemenititi je eden izmed množice njenih koristnih nasvetov za trdno zdravje. Marija Merljak je optimistična, ker gre vse v pravo smer po njenem. V sodobni družbi narašča zavest, da bomo morali čedalje bolj spoštovati prava dognanja stare domače kuhinje in jo prilagoditi sodobnemu času in tempu življenja. Človekovemu zdravju najbolj koristi tista hrana, ki raste oziroma se dobi v krajih, kjer človek živi. Zdravo prehrano imenuje tisto, ki nam da vse hranilne snovi za obnovo ali popravilo in graditev telesa, zaščitne snovi in energijo za življenje. Zdravje pa je tedaj, ko ima človek dovolj energije, ki se jo vidi od zunaj. Tedaj bo imel človek polno zamisli, veliko načrtov in izzivov za ustvarjalno delo, ne glede na leta. No, da vam bom pa vendarle povedala še nekaj, da se boste malček nasmejali. Poleg tistega, kar sem jaz rekla že prej, da se je treba pogledati v ogledalo, vam povem takole, je, da prva stvar predavala sem društvo slepih in slabovidnih. In tam imajo eno stvar, imajo vse posod napisane lepe izreke. In je pisalo tam: edina tema, ki obstaja, je neznanje. Čudovita misel. In oni se večno smejejo. In imajo tudi čudovitih takih dogodkov. In je rekla ena zdravnica, ena ravnateljica je rekla: veste, k nam je prišel eden upisati svojega otroka. In zdaj, kaj se je zgodilo, tale otrok, oziroma ta oče se je upisal, recimo, Kapetanovič, recimo.
No in potem je rekla, ampak oni stalno vice, tudi če so malo drugačni, ampak jih povejo. In pravi, veste, gospod, ali imate trdega ali mehkega? Črt. Tako. To je ena stvar. Drugače imajo vico, kakor štej. No, ampak res pa je to, da se je zgodilo enkrat, to verjetno že veste, da je gospod poklical tudi na Štajerski val, smo govorili najprej o jajcih. In seveda, kaj je bilo pri tistih jajcih, se je zgodilo to, da sem jaz rekel, kaj bi jedel, ker so mu prepovedali jajca, veste. In kaj je bilo takrat? Seveda, jaz sem poskušala biti malo bolj pametna, takrat, ker človek poskuša biti pameten, sigurno ne umislim. No, in sem rekla, da zares je, da niso več jajca problematične, da lahko gospod je jajca, seveda, mi je padla tale ven, če ste vi gospod brez jajc. In to je bilo smešno, seveda, ampak jaz sem se še lepo zavedala. In pa sem hotela popraviti, se rekla, gospod, če ste vi brez kokoša. A veste, kašo. Ampak ljudje so se smejali, vsi smo se smejali, čudovito. Ampak tega pa tudi še ne veste. In to pa verjetno, se verjetno ne morate vedeti. Na televizijski vdaji je bilo to. In takrat, ko smo bili še veliko v studiu, kadar sem bila jaz, in smo kuhali, ne vem, če vi poznate Jerneja Podpečana, to je Žalca. Bil je ta kuhar in takrat, ko smo mi ravno tako je bila miza, oziroma so bile 3-4 mize in kaj se je zgodilo, mi smo imeli nekaj takih receptov, kjer so bila tudi jajca noter. In kamera upirjene, veste, tam štejejo 1, 2, 3, torej še 5 sekund. In jaz tik pred oddajo še vedno prekontroliram, če imam vse na mizi. In Jernej tle stoji in vprašam, ti Jernej, ki imaš jajca? In seveda, kamermani so to slišali, Katja bila takrat oddaja, vsi so to slišali. In mi dva stojiva, kakor z nasmeh nam je šlo, oni se smejali na drugi strani, mi dva pa, a veste, ko čakaš, ni kar te pokažejo, sva bila, kaj se zgodi takrat, ko bi se toliko smejal, pa ko se nasmeš. Vse te začne boleti. Ampak se tako spomne človek takih trenutkov, da zares je smešno. Ampak ni samo takih trenutkov, takih posebnih trenutkov dosti. Mislim, ta pač se je nam zgodilo. Ampak veste, kaj se dogaja, kad človek stane, oziroma ko hodi sem pa kjer. Poslušajte kdaj, ali pa opazujte ljudi in kaj ste jim rečete. Jaz sem enkrat za hec prišla, včasih je bil še ta SDK, kaj se je zgodilo, so rekli, da ena gospa se nikoli ne smeje, kadar prideš, veste, kad prineseš tiste denarje, sem pa kje, in je zelo stroga, fina, mislim, se je res bila grozno, vsi so se bali. Sem rekla, ne, jaz moram to žensko spraviti v smeh. In jaz grem, seveda vse imam pošlihto na tiste fičenke in porečem, pridem čisto lepo k njej. Gospa, čudovito bluzo danes imate. A veste, kaj je bilo? Zasmejala se. Hvala, je rekla. Ma, jaz sem tako vesela in potem sva navezane stik. Se splača kdaj ljudem povedati, lepi ste, imate lepo krilo, da izzoveš na smeh tudi na drugem človeku. In zdaj, ko so te različno vedno prazniki, poskušajmo mi okrog ljudi reči, kako si kaj. Res, danes mi je pa prav všeč tista tvoja frizura. Ali pa danes mi je všeč, kaj ti vse štrli. Rečite to. Ja. Pa danes mi je všeč, kaj si pravzaprav, ne vem, neki opazite. Včasih preveč opazimo, nič ne opazimo. Recimo, zakaj ne bi bilo vse skupaj štrleno? Pa si vesel. Zadnjič enkrat so mi naredili frizuro prav tako, veste, pankovsko. Pa veste, da sem si bila všeč.
še v našem bloku, ki naredi to, ne veste? On se skoraj večno jezi. Zdaj smo sicer naredili tiste, kaj se reče, tiste karte drugačne, ampak on se večno jezil. Smeti, pa gor, pa dol in vedno je mene najdel. Pa gospa, pogledajte, kaj je spet danes, pa pogledajte to. Jaz rečem, gospod stane, budite vesel, da so smeti. Tukaj so ljudje. Ali je to fajn? So ljudje, ne se jeziti. In to so tisti trenutki, ki bodo lepšali naše življenje. Jaz sem vam vedno pripravila, poklične me, kadarkoli. Mi bomo imeli še tako odštekane oddaje in tukaj bomo imeli. In te oddaje morajo biti vesele. Te oddaje morajo biti bogate, da bomo med nami postali boljši. Ker veste, kaj je? Če ti daš veliko del, lahko še več, kar pričakuješ, da vškaj nazaj nič, ne nič. Zato bi se vam jaz zares rada zahvalila. Zato, da ste me poslušali, čakam vaš klic, karkoli. Pa mi povejte, kaj što lepo stvar, se ni treba, da govorimo samo o težavah. Povejte, kaj ste kaj doživeli. In to je tisto, kar nas bo zbliževalo. Še enkrat, čudovita zahvala, da ste me poslušali, lahko kaj vprašate, jaz sem se vzela do pol noči časa. V imenu Splošne knjižnice se vam lepo zahvaljujem. Upam, da se še vidimo. Ja, hvala lepa. Vse vas pa vabim tukaj ven v veliko avlo na čaj in danes seveda ni peciva, ampak je sadje. In bomo še malo pokramljali. Izvolite.